Mesec je naokoli in čas je za spletke. Seveda, Mateja, lepo pozdravljena. Živjo, Nejc, očitno imate zelo radi gimnastiko, saj sta ta mesec daleč najbolj gledana in všečkana prispevka o gimnastiki in ritmični gimnastiki. Pridno ste komentirali tudi debato o tem, kakšna je šolska hrana. Očitno ste z njo kar zadovoljni. Čeprav našim novicam lahko zaupate, pa je 1. april dan, ko smo naše Snapchat prijatelje dobro nalagali. Ja, res je. Kar fino smo vas nahecali, prav nihče ni ugotovil, da so bile vse 3 novice tistega dneva laži. In očitno imate tako ali tako radi 1. april, saj ste nam poslali kar nekaj vaših prvoaprilskih potegavščin. Je pa Snapchat tudi prostor, kjer o vas izvemo marsikaj zanimivega. Ja, ta mesec ste nam povedali, da ste tudi vi sodelovali v akciji Posodi svojo nogo, da so bili vaši perhi večinoma barvani s čebulnimi olupki, poslali ste nam naslove vaših najljubših knjig, najraje berete kriminalke, poslušate pa elektronsko in pop glasbo. Pa še nekaj, ugotavljali smo, da hoditi v šolo le ni tako mučno, kot se nam včasih zdi. Ja, to je bilo nekako bistvo debate o otroškem delu, ki se je na Snapchatu raznela potem, ko smo obiskali razstavo Mestnega muzeja Otroci brez otroštva. Poglejmo. Živjo, na siv dan, kot je današnji, si gotovo želite, da vam ne bi bilo treba v šolo. Ampak predstavljajte si, da bi namesto v šolo morali na delo. Še danes dela okoli 168 milijonov otrok. To je skoraj 11% otrok po svetu. Največ otrok dela v azijsko-pacifiških območjih in podsaharski Afriki. Prav o tem govori razstava Otroci brez otroštva v Mestnem muzeju Ljubljana. V 19. stoletju so v ljubljanskih tovarnah delali tudi otroci. Zgledali so nekako takole. Otroci so radi zaposlovani, saj so bili poceni delovna sila. Poleg tega so imeli spretne male ročice, da so lahko popravljali stroje. S tem so se nemalokrat poškodovali. Otroško delo pa je tudi naša realnost. Poceni oblačila, ki jih nosimo, ki velikokrat naredijo otroci. Kaj pa ti misliš o otroškem delu? Pošli snap. Čau!